Dragi bratje in sestre, z današnjim dnem se zaključuje radijski misijon Cerkev mlada. Vesel sem, da lahko kot sinodalni oče, kot udeleženec sinode z naslovom Mladi, vera in razločevanje poklicanosti, z vami razmišljam o temi Bil sem izgubljen in se me našel. Na sinodi je bilo navzočih tudi 35 mladih iz vsega sveta. Vsak od njih je imel 4 minute za svojo predstavitev. To, kar me je zelo presenetilo, je bilo, da so skoraj vsi govorili o poti svoje vere, kako so po Birmi oziroma ko so vstopili v srednjo šolo, zapustili cerkev in se predali svetu. Še posebej me je dotaknila zgodba fanta, ki se je po Birmi z mišljenjem, da je sedaj vse opravil, oziroma vse dobil od cerkve, predal užitkom tega sveta. Začel je ponaševati, se družiti z mladimi, ki so uživali mamila. Na začetku se mu je vse to zdelo čudovito, veliko veselja in sproščenosti. Odprl se mu je nov svet, ki ga do sedaj ni poznal. A minevalo so leta. Ta druščina se mu je zdela vedno bolj čudna, vedno bolj zaprta vase. Pa tudi sam se je vedno bolj čutil utrujenega, izčrpanega, brez volje do življenja. Ponoči je bil buden, podnevi pa je spal. Čisto se je izključil iz tega sveta, kot da živi v drugem, neosebnem svetu. Odtujil se je od svoje družine. Vedno večji so bili konflikti. Odtujil se je tudi od okolja, celo od ljudi, s katerimi so živeli skupaj v soseski. Prišel je dan, ko je vzel premočen odmerek mamil. K sreči ga je nekdo našel, ko je ležal ob cesti in poklical rešilni avtomobil in ta ga je odpeljal v bolnico. Tam je nekaj dni ležal, da je prišel k sebi. Začel je razmišljati, tako več ne gre naprej. Čutil je, da je okoli njega sama tema. Kaj storiti? K sreči je po bolnici, kjer je ležal, enkrat tedensko prišel duhovnik, da obišče bolnike. Ta duhovnik je vprašal bolnike, če želijo zakramente. Tudi pri njegovi posteli se je ustavil, ga prijazno pozdravil in vprašal, kako je. Pa mu je fant odgovoril, ena sama beda. Duhovnik se je usedel k njemu na posteljo in tam mu je začel razlagati svojo zgodbo. Fant je rekel duhovniku, da mu ni več pomoči. Vse je zavozil in padel tako nizko, da ga ni več moč dvigniti. Duhovnik je iz žepa vzel Sveto pismo in ga vprašal, če mu lahko prebere eno priliko. Fant je prikimal in začel je brati iz Lukovega evangelija priliko o izgubljenem sinu. Fant je poslušal in na lice so mu pritekle solze. Duhovnik pa mu je dejal, poglej, nihče ne pade tako nizko, da ne bi mogel več vstati. Sam tega koraka človek ne zmore, zato pa nam Kristus prihaja naproti. Fant je duhovnika poslušal in tam mu je pustil Sveto pismo. Rekel mu je, beri ga in boš videl, da se ti bo začelo nebo jasniti. Fant je po nekaj dneh zapustil bolnišnico. Doma je redno bral Sveto pismo. Še več, odločil se je, da bo obiskal tistega duhovnika, ki mu je tako prijazno prisluhnil. Začela so se srečanja teden za tednom. Duhovnik je fanta poslušal in tam mu je razodel svojo ranjenost in svojo bolečino. Nekega dne je fant dejal duhovniku, ali lahko pristopim k sakramentu svete spovedi. Duhovnik mu je odgovoril, Jezus te že dolgo čaka. Še več, od trenutka, ko sem te srečal v bolnišnici, je Jezus že na poti k tebi. Spoved bo zate nov začetek, kajti začutil boš, da si od nekoga ljubljen.
da je nekdo, ki te želi dobro, ki želi, da živiš, da ne životariš in začutil boš, da si sin. In ne boš se več bal ljudi okoli tebe, kajti ti ljudje okoli tebe so tvoji bratje in tvoje sestre. Res, spoved je bila zanj nov začetek. Še več, spoznal je, da ga Kristus, vera in cerkev ne utesnjujejo v njegovi svobodi in da je njegovo mesto prav tu. Danes je ta fant poročen in je odgovoren za pastoralo mladih, kajti svojo potjo želi tudi drugim pomagati, da se ne bi izgubili, ampak dan za dnem živeli svoje življenje bolj polno in bolj srečno. Zgodba tega fanta razodeva tudi podobne zgodbe mnogih mladih, ki zapustijo starše. Ne zato, ker bi jih ti starši ne imeli radi, ampak ker si želijo biti svobodni. Oni si pod to svobodo predstavljajo, da bodo končno lahko sami odločali, kaj je za njih dobro. Tako se za starše začne pot trpljenja. Za mlade pa pot, ki se dostikrat konča tragično, z velikim razočaranjem ali pa z ujetostjo v zasvojenost, iz katere se jih le malo uspe iztrgati. Dekle na sinodi je pripovedovala: po srednji šoli sem želela zapustiti dom in starše. Zdelo se mi je, da me vse utesnjuje. Jaz sem si želela svobode. Želela sem si svežega zraka. Želela sem si svobode, ko bom končno lahko jaz odločala vsem, ko mi ne bodo več drugi svetovali, me pregovarjali ali odločali zame. Skupaj s svojo prijateljico, ki je imela podobno mišljenje in podobne želje, sva naredili načrt. To mora biti nekje, kjer je ponudba najboljša. Vsak v Afriki sanja o Evropi, kot tistem kontinentu, ker so materialni pogoji odlični, ker je denarja dovolj. Tako sva se odločili za Francijo, kajti tam se nama ni bilo potrebno učiti jezika. Skupaj sva zbrali denar za pot in odšli, polni pričakovanja. Komaj sva prispeli, so se že začele prve težave. Kajti najti je bilo potrebno sobo, pa najti delo. Hodili sva okoli in iskali, pa ni bilo sreče. Potem sva srečali nekoga, ki nama je obljubil sobo in delo. Bili sva naivni in takoj pristali. Nismo pa vedeli, da sva se ujeli v zanko. Ta mož je iskal dekleta za nočni klub. Tako se je začela najina pot, ki naj je vodila vedno globje v brezno. Kolegica je nekega dne izginila. Iskala sem jo, pa je za njo izginila vsaka sled. Spoznala sem, da sem tudi sama v nevarnosti. Toda kako se je zvleči iz začarenega kroga? Morala sem k zdravniku. Na poti k zdravniku sem na ulici srečala skupino Emanuel, ki so imeli ulični misijon. Napis nad krajem, ker je bila ta skupina, je bil: želiš zaživeti drugače. Takrat se je v meni nekaj premaknilo. Ravno to si želim. A bilo me je strah. Želel sem pristopiti k tej skupini in jim povedati, da želim pobegniti iz situacije, v kateri sem se znašla, pa sama ne zmorem. Potrebujem pomoč. Tam sem stala in si nabirala moči. Pa se je zgodilo presenečenje. Dekle iz skupine Emanuel je opazilo, da je z menoj nekaj narobe, da se v meni nekaj dogaja. Pristopila je k meni: ti lahko pomagam. Kako sem si želela slišati prav te besede. Začela sem jokati. To je bil jok bolečine in jok veselja, da sem našla nekoga, ki mi lahko pomaga iz tega ujetništva. Razložila sem temu dekletu, kakšna je moja situacija. Takoj je razumela. Odpeljala me v njihovo skupnost na varno. Tam sem preživela leto dni. Ob njih sem zopet našla pot k Bogu. Odkrila sem Božjo besedo. Odkrila sem sveto mašo. Kako sem vse to potrebovala?
Začela sem doživljati, da me nekdo ljubi, da mi nekdo želi dobro. Vedno bolj sem sebi postajala srečna in mirna. Vem, da sama tega koraka iz tega bednega življenja ne bi mogla narediti, če ne bi Gospod sam naredil korak k meni po teh mladih iz skupnosti Emanuel. Zopet sem našla stik starši, ki so mi povedali, da so hišna vrata zame vedno odprta. Tako sem po letu dni se vrnila domov. Bila sem zelo lepo sprejeta. Danes imam svojo družino, imam že otroka in upam, da mi jih Bog pošlje še več. Aktivna sem v naši župniji. Župnik nama je z možem zaupal, da vodiva mladinsko skupino. Ena stvar se mi zdi pomembna. Spomin na vse, kar je nekdo v mladosti prejel. Fant, o katerem sem prej govoril, in tudi dekle sta imela pozitiven spomin na to, kar jima je bilo podarjeno v mladosti. In to je bila dobrota, ljubezen, toplina doma. Starši in tudi mi v cerkvi dostikrat delamo napako, kot tem, ki so odšli, očitamo. Toliko smo vložili te mlade, pa so na vse pozabili. Ko bodo mladi v stiski, ko se bodo čutili na dnu, takrat je pomembno, da se bodo spomnili, da jih je nekdo imel iskreno rad in da se lahko vrnejo in da bodo sprejeti. Človeku je najtežje, ko se znajde na dnu, pa nima v sebi oziroma ob sebi nobenega, v sebi nobenega pozitivnega izkustva, da je ljubljen, pa tudi nobenega, ki ga pričakuje. Zelo pomembno je, da pri naši katehezi že otrokom in mladim Boga približamo kot tistega, ki nas je poklical v življenje. Kot tistega, ki je v nas položil neštete darove in sposobnosti, ki nam je zaupal poslanstvo, ki ga samo jaz lahko izpolnim. To je poslanstvo, da na ljubezen, ki sem jo bil deležen, odgovorim z ljubeznijo. In da predstavimo mladim tudi, da je ta Bog živi Bog, da je ta Bog ljubezen. In tudi, če pademo v greh, ob iskrenem skesanju in želji po spremenjenju, nas ne bo nikoli zavrnil, ne bo nam učitelj, ne bo nas nadrl, ampak nas bo objel, kot oče objame otroka v priliki v izgubljenem sinu. V posynodalni spodbudi Kristus živi, on je naše upanje, papež Frančišek v 4. poglavju veliko oznanilo za mlade, mladim želi predstaviti 3 resnice. Prvo, Bog je ljubezen. Torej, Bog je tisti, ki nas ljubi. Njegovo srce je nežno in usmiljeno, ki se veseli, ko nam odpušča grehe. Zato papež pravi, da je za Boga jutri pomembnejši od včeraj. Druga resnica, Kristus nas odrešuje. Odrešuje nas tem, ko nam odpušča naše grehe, ko si na svoja ramena nalaga naše bremena. Njegova ljubezen je večja od naših slabosti. On je torej tisti, ki nas odrešuje zastonjsko. In tretja resnica, on živi. Kristus ni samo neki lep vzor iz zgodovine, neka svetla točka, ampak je on, ki je premagal smrt in živi. On je tisti, ki nam pošilja Svetega Duha, in to je tisto, kar lahko potem spremeni naše življenje. To nam torej omogoča, da smo polni življenja in da smo polni upanja. Papež Frančišek v naslednjem 5. poglavju Poti mladih spregovori tudi o tem, da nas Božja ljubezen spodbuja k lepšemu in polnejšemu življenju. Seveda ima ta posynodalna spodbuda pred seboj predvsem mlade, ko pravi, mladost ni čas čakanja, ampak je tudi čas izbire, tako šole, poklica, stanu. Mlade vabi, da premagajo strah in da so polni zaupanja in iskreni. Kajti nevarnost je, da je mladost podobna opazovanju z balkona in ležanju na kavču, ko si samo opazovalec dogajanja, v katerega pa se aktivno ne vključiš. Zato papež mlade vabi, da se postavijo na noge,
da dajo slišati svoj glas, da pokažejo, da so živi, da so polni navdušenja in dinamizma. Papež mladim tudi polaga na srce, da brez prijateljstva z Jezusom nikoli ne bodo našli polnosti življenja. Papež Frančišek vidi 3 poti do tega prijateljstva z Jezusom. Prva je Božja beseda, druga sakramenti, med katerimi še posebej izpostavi Evharistijo, to je sveto mašo, kot stalno navzočnost Gospoda med nami, ter tretja, odprtost Svetemu Duhu po molitvi in razločevanju. Božja beseda, sveto pismo, bi lahko bila povzeta v en stavek, ki ga je zapisal evangelist Janez v 3. poglavju 16. vrstica. Bog je svet tako ljubil, da nam je dal svojega ljubljenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil. Brati oziroma prebirati sveto pismo tako pomeni, da dan za dnem bolj čutim in spoznavam, da me Bog ljubi. Da spoznavam, da sem sad njegove ljubezni. Z drugimi besedami, to pomeni, da v vseh okoliščinah mojega življenja na sebi čutim ljubeč in usmerjen pogled Kristusa. Kajti takrat doživljam in v sebi čutim mir in vedrino. Človek raste in se spreminja samo takrat, ko čuti, da je sprejet in ko čuti, da je ljubljen. Na misel mi prihaja sveta mati Terezija iz Kalkute, ki večkrat je ponavljala, da lahko deli ljubezen drugim zato, ker je toliko ljubezni sama prijela od Boga. Vemo, da je ta žena ljudem, še posebej trpečim in ubogim, podelila veliko ljubezni. To je zmogla ravno zaradi tega, ker je čutila, kako je bila ona ljubljena. Jezus nam pravi, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Še posebej moramo biti pozorni na besedi vse dni. Vemo, da so naši dnevi lahko lepi, grdi, veseli, žalostni, polni veselja, pa tudi polni razočaranja. Jezus nam pred svojim trpljenjem, svojo smrtjo na križu želi sporočiti, ne bojte se, še več. Isti Matejev evangelij se začenja s tem, da bo naš odrešenik Emanuel, torej Bog z nami. Vsa svoja sporočila v evangelijih Jezus želi strniti v sporočilo, da je on Bog, ki nam je blizu. Ta bližina se uresničuje ravno po vsaki sveti maši, po Evharistiji, ki ni samo spomin na Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje, ter pričakovanje njegovega drugega prihoda. Pri vsaki sveti maši se vračamo v dvorano zadnje večerje, kjer smo skupaj ob Jezusu zbrani, ki nam vedno znova ponavlja besede, to je moje telo, to je moja kri. To je skrivnost naše vere, saj je ta čudež med nami vedno navzoč in se vedno ponavlja. Ravno zato kristjani ob sveti maši rastemo. Sveta maša je tista, ki nam daje moč, da lahko vztrajamo na začetku poti, da je v nas vedno bolj vidna Božja podobnost. Zanimivo, da tam, kjer so kristjani preganjani, tam, kjer je veliko trpljenja, je ravno sveta maša, Evharistija tista, ki daje moč, da lahko kristjani vztrajajo. Z mano je bil na sinodi v mesecu oktobru tudi fant iz Bagdada. Povedal je, kako se tam kristjani kljub nevarnosti, da bo med sveto mašo kdo vrgal kakšno bombo med vernike, radi zbirajo in redno. Opisal je tudi dogodek, ko je v nedeljo med sveto mašo padla bomba in ubila preko 20 vernikov. Zanimivo, kristjani so se naslednjo nedeljo zopet zbrali k sveti maši v tej napol porušeni cerkvi. Prevzela me je ta vera teh kristjanov, ki iz svete maše črpajo to moč. Zdi se mi, da ti kristjani razumejo besede, ki jih je zapisal evangelist Janez. Izkazal jim je ljubezen do konca. Že prvi kristjani so radi ponavljali,
brez Evharistije, brez svete maše ne moremo živeti. Tu so našli Kristusa živega, tukaj so našli upanje za življenje. Pustili so se, da se jih je živi Gospod pri sveti maši osebno dotaknil. O tem, kako pomembno je pustiti se dotakniti Gospodu, nam govori papež v zadnji apostolski spodbudi, ko pravi, da vsega, česar se on, ostali Gospod, dotakne, vse postane mlado, novo in polno življenja. Samo tako smo lahko kristijani, priševalci lepoti, odpuščanja, služenja, čistosti, zvestobe, molitve, zavzemanja za pravičnost, za skupno dobro, za ljubezen do ubogih, za socialno pravičnost. Papež pravi, cerkev ne sme biti usmerjena samo vase, ampak mora biti vedno zazrta v Kristusa, kajti to cerkvi pomaga, da raste v ponižnosti, da lahko tudi priznava svojo krhkost in svoje grehe ter napake. Vse to kliče po cerkvi, ki je pripravljena poslušati, po cerkvi, ki je dialoška. Mladi si želijo od cerkve, da ni tiha in boječa, tudi da ni napadalna, ampak da je cerkev, ki je v službi resnice. Če želi biti verodostojna v očeh mladih, je potrebna ponižnost, sposobnost poslušanja in sposobnost spremljanja. Meni še vedno v ušesih zvenijo zadnje 3 točke zaključnega sinodalnega dokumenta, ker v točki 165 govori, vsi smo poklicani, da postanemo sveti. Vsa različnost poklicev ima skupni imenovalec in to je poklicanost svetosti, ki ne pomeni nič drugega kot klic sreči, ki odmeva v srcu vsakega mladega človeka. Samo v poklicanosti k svetosti se lahko potem razume različne oblike poklicev v življenju, kajti Bog želi, da smo sveti, kot je on svet. Svetost ima svoj izvir prav v Bogu Očetu, ki nam pošilja svojega Sina, ki je sveti Bog, ki prihaja med nas, da bi nas odrešil in s tem naredil svete, s tem, da postanemo njegovi prijatelji, s tem, da gremo za njim. To pa je pot, da v srcu začutimo mir in srečo. Najti torej pot Kristusu je za vse nas vabilo, da stopimo na pot prenove in novega začetka. Naslednja točka 166 govori o tem, kako potrebno je prebuditi svet za svetost. Mi moramo biti sveti, če želimo mlade vabiti, da postanejo sveti tudi oni. Mladi so na sinodi vabili cerkev, da postane pristna, taka, ki nagovarja, da postane bolj vesela, to pa je samo cerkev svetnikov. Mnogi mladi so zapustili cerkev, ker v cerkvi niso našli svetosti, ampak so našli razdeljenost in preveč upleteno v svet, ta svet, skrbi tega sveta, torej premalo duhovno in izpraznjeno. Danes se cerkev srečuje z mladeži spolnih obtožb in drugih finančnih in moralnih problemov. Ravno zaradi tega mora cerkev danes narediti takojšnji radikalni korak v svoji usmeritvi. Mladi se želijo srečati s svetniki. Svetniki, ki rodijo nove svetnike in pokazati, da je svetost edini pravi obraz cerkve. Kajti obstaja samo en jezik, ki ga vsi ljudje, tako starejši kot mladi, tako v preteklosti kot danes razumejo, to pa je svetost. Kajti ta jezik svetosti je resničen in je nepopačen. V zadnji točki je sinodalni dokument najbolj zgovoren. Presunjeni ob svetosti mladih mučencev. Od vsega začetka sinode je bilo jasno, da so mladi sestavni del cerkve. Torej tudi sestavni del njene svetosti. Tudi svetost mladih se je v teh zadnjih letih na vseh koncih sveta pokazala v vseh svojih različnih oblikah. Na sinodi smo bili prevzeti o pričevanju, kako
koliko mladih je darovalo svoje življenje zaradi vere v Kristusa, koliko poguma in predanosti so mladi pokazali v zadnjem času v svetu. Rad bi z vami podelil eno pričevanje iz Indije. Fant, srednjošolec, je že sedel v šolskem avtobusu. K njemu so pristopili 4 fantje in so mu rekli: ti si kristjan? Odgovoril je: sem. Če želiš ostati živ, se boš moral temu odreči. Začeli so ga prepričevati. Na postaji, ko je stopil, so ga zgrabili in ga odpeljali na samoten kraj. Tam so ga tepli in mučili. Vse to so delali s ciljem, da bi ga prepričali, da bo zapustil vero. Toda fant je ostal trden. Na koncu so fanta vrgli v jamo, to jamo zasuli tako, da je iz nje gledala še samo glava. Sledilo je še zadnje vprašanje: se odpoveš temu, da si kristjan? Fant je odgovoril: ne. Vzeli so kamne in ga potolkli. Tako je umrl v mukah in trpljenju, a ostal je trden v veri do konca. To je nekaj, kar se dotakne našega srca. Kajti te zgodbe, ta pričevanja niso iz preteklosti, niso včeraj, ampak se dogajajo danes sredi med nami. To se je zgodilo med sinodo in to zgodbo je pripovedal njegov škof, ki je bil z nami navzoč na sinodi. In to pričevanje se nas je globoko dotaknilo. Ob tej svetosti mladih vidimo, da se cerkev ravno ob njih lahko prenavlja, tako duhovno kot tudi apostolsko. Ta svetost mladih je kot balzam, ki lahko danes zdravi rane cerkve in sveta. Kajti vse to govori o tisti pravi in iskreni ljubezni, kateri smo vsi poklicani. Kajti ti mladi mučenci nas vabijo, da obnovimo tisto prvotno ljubezen do Boga, ki še ni ranjena in ni popačena. V evharistični molitvi za spravo molimo: dobri Oče, vsega začetka delaš, kar je dobro za nas, da bi vsi postali sveti, kakor si ti svet. Bili smo izgubljeni in se te nismo mogli bližati, ti pa si nas neskončno ljubil. Papež Frančišek pravi, da moramo dobro razumeti, da svetost ni nekaj, kar je sad našega prizadevanja, kar mi dosežemo z našimi lastnimi močmi, ampak je svetost dar. Dar, ki nam ga podarja Jezus Kristus, ko nas vzame s seboj, ko nas preobleče v samega sebe, ko nas naredi takšne, kakršen je on sam. Zato je svetost najlepše obličje cerkve. Svetost pomeni ponovno se znajti v občestvu z Bogom, pomeni okušati polnost njegovega življenja in njegove ljubezni. Svetost torej ni posebna pravica nekaterih, ampak je dar, ki je podarjen vsem. Nihče tukaj ni izvzet, zato predstavlja prepoznavno značilnost vsakega kristjana. Ko živimo svoje poslanstvo z ljubeznijo in odgovornostjo, vsak v svojem stanu in poklicu, v katerega nas je Božja previdnost postavila, lahko rastemo v svetosti. Bogu posvečene osebe rastemo v svetosti tako, da živimo z veseljem svojo podaritev Bogu. Poročeni tako, da ljubijo drug drugega in se darujejo drug za drugega. Starši tako, da otroke sprejmejo kot Božji dar in jih vzgajajo, da bi ti otroci našli pot k Bogu. Stari starši tako, da svojo vero in svoje izkušnje in modrost prenašajo na otroke in mlade. Vsak od nas je torej poklican, da postane vidno znamenje Božje navzočnosti med nami, vidno znamenje njegove ljubezni, in to doma, na delovnem mestu, na ulici, v cerkvi. In kaj storiti, da bo naša cerkev vedno bolj mlada? Mladi si od cerkve želijo, da bi bili slišani. Potrebna je torej drža poslušanja. To je tista osnova. To je po svoje zelo enostavna naloga, pa tako malo uporabljena.
Tu vidim našo veliko priložnost. Za poslušanje je pa potreben čas, tega si moramo znati vzeti. Poslušanje pa tudi pomeni z drugim deliti njegovo življenje. Samo na tak način lahko odkrijemo duše mladih in samo na tak način lahko potem spremljamo mlade, da uresničijo v sebi to, kar nosijo. Vprašanje je, ali smo mlade pripravljeni poslušati vsem, tudi ko ne bodo govorili o stvarih, ki zadevajo področje duhovnega. Potem, ko odkrijemo, kje se mlad človek nahaja, šele takrat se lahko začne proces spremljanja. Druga stvar, ki se v mlade želijo, pa je, da na njih gledamo kot na del cerkve, kot na tiste, ki niso samo malo prisotni v cerkvi. Mladi so torej del cerkve, niso samo njena prihodnost, ampak so tudi njena sedanjost. Potrebno se je torej skupaj z njimi podati na pot. Skupaj z njimi je torej potrebno načrtovati. Če želimo drug drugega obogatiti, potem je potreben res odprt in iskren dialog. Mnogokrat smo ujeti v pastoralne pristope, ki jih ne želimo spreminjati. In ravno to dela našo cerkev utrujeno in vedno bolj oddaljeno od življenja, pa tudi vedno bolj oddaljeno od mladih. Mlada cerkev je tista, ki hodi z mladimi, ki želi srečati mlade, ki jih želi duhovno spremljati. To se mora začeti najprej v družini, potem v župnijskem občestvu. To spremljanje pa mora biti s čutom, srcem, s pozornostjo. Biti spremljevalec je zahtevno poslanstvo, kaj ti pomeni poslušati z empatijo, srcem. Spremljevalec ne sme vplivati na odločitev drugega, kaj ti drugi se mora vedno počutiti svobodnega. Cerkev potrebuje nov zagon, kot pravi sinoda. Potrebuje nove binkošti. To pomeni prerojenje v svetem duhu. Potrebuje več življenja, več veselja, pa tudi več zagnanosti. V končnem besedilu sinode v točki 115 je rečeno, da je mlada cerkev tista, ki se navdihuje ob dogodku na poti v Emaus in ob Mariji Magdaleni. To je pot, ki je osvetljena z velikonočno skrivnostjo. Ampak ta velikonočna skrivnost je tudi klic k poslanstvu. Ustali Gospod prihaja v temo našega srca, kot je prišel naproti Mariji Magdaleni. In potem, ko Marija Magdalena sreča ustalega Gospoda, takoj teče k Petru in drugemu učencu, da sporoči veselo novico. Obzori prvega dne pride torej do velikega srečanja. Marija je iskala Gospoda, ker ga je resnično ljubila. A Marija Magdalena pride tudi do novega spoznanja, do čudovitega spoznanja, da je tudi Gospod tisti, ki jo išče, zato ker jo ljubi. Ustali Gospod se ji razodene kot zmagovalec nad smrtjo, kot prinašalec življenja, a ne sme se ga dotakniti, kajti telo ustalega Gospoda ne pripada samo nekomu, temveč je dar vsem nam. Marija Magdalena tako postane prva misionarka. Njene rane so pozdravljene, postane pričevalka ustajenja in podoba cerkve. Velikonočno oznanilo, iskanje resnice in smisla življenja je iskanje lepote in sposobnost deliti srečo tudi z drugimi, in to je pot cerkve. To, kar sem prejel, da delim z drugim. Mlada cerkev je tista, ki skupaj z mladimi živi občestvo in raste v spoznanju evangelskega oznanila, ki pomaga, da iščemo bolj prikladne oblike, ki naše pričevanje naredijo vidno in bolj privlačno. Soudeležba mladih pri pastoralnem poslanstvu cerkve ni samo želja, ampak je tudi velika potreba. Pomembno je, da mlade povabimo, da z nami delijo življenje, z nami praznujejo, z nami pojejo, poslušajo pričevanja, da lahko z nami dobijo izkušnja srečanja z živim Bogom. Papež mlade v zadnji točki posynodalnega dokumenta takole vabi na pot.
hodite prevzeti od obličja polnega ljubezni. To obličje srečujemo in častimo v sveti Evharistiji in ga prepoznavamo v trpečem telesu našega brata in sestre. Mladi, Cerkev potrebuje vaše navdušenje, potrebuje vašo intuicijo, potrebuje vašo vero. Ko boste prišli tja, kamor nam še ni uspelo priti, nas potrpežljivo počakajte. V posinodalni spodbudi papež Frančišek razvija misel: on živi in želi, da živiš tudi ti. Moje premišljevanje je imelo namen, da bi spoznali, da se lahko vračamo nazaj k Bogu samo zato, ker nas on čaka in išče. On je tisti, ki nas kliče nazaj. On je tisti, ki nas vabi, da bi ozdravil naše rane, da bi vstopil v naše izgubljeno življenje in da bi temu življenju vrnil veselje in optimizem. Zato papež Frančišek mlade vabi: mladi, bodite usidrani in ponesite naprej to upanje. O čem naj bodo usidrani? V veri, da Gospod živi in da hodi ob njih skozi življenje. Vsak od nas je Jezusov učenec. Vsak od nas je pričevalec, da Gospod živi. To je tisto, kar lahko da našemu življenju in svetu novo upanje in novo smer. Upam, da so nam dnevi misijona pomagali, da smo bolj živo začutili, da vsega, česar se on dotakne, postane mlado, postane polno življenja. Bolj, ko se mu pustimo, da se nas on dotakne, bolj, ko pustimo, da on stopi v globino našega srca, več je te mladosti, več je tega življenja. Božja beseda nam razodeva, da se, ko se me dotakne Božja beseda, ko se me dotakne po Božji besedi Bog, se me dotakne ravno tam, ker sem ranjen, ker me boli. Dotakne se torej moje rane, dotakne se moje izgubljenosti. In potem, ko se mu pustim, da se me dotakne, se jaz začnem dvigati. Kajti to je tisto, kar potem mi vrne izgubljeno dostojanstvo. In izgubljeno dostojanstvo je tem, da začutim, da sem sin, da začutim, da sem hči, da sem v objemu Boga samega. Šele ko sem ozdravljen, lahko zaživim podarjeno življenje vsej svoje polnosti. Naj letošnji velikonočni prazniki za vsakega od vas pomenijo Božji dotik. Saj on, ki je premagal smrt in trpljenje, je tretji dan vstal iz groba. On živi. On je tisti, ki želi, da tudi ti živiš in da to življenje prinašaš naprej. Da postaneš glasnik življenja, kajti v tem, ko to, kar smo prijeli, damo naprej, doživimo svoje poslanstvo. Ko nismo več ujeti samo sami vase, ampak postanemo glasniki življenja. Zato še enkrat ponavljam misel papeža Frančiška: on živi, on je tisti, ki želi, da živiš tudi ti